Obe delavnici, ki sta jih vodila Andraž pa Robert, sta mi bili zelo všeč, ker smo zdaj v tej fazi z našim produktom, da moramo čim več znanja dobiti. In znanje smo tudi od predavateljev dobili in se tudi veliko naučili. Prav tako mi je bilo zelo všeč session, ki smo ga pol z Andražem imeli, ker smo imeli neka ključna vprašanja, na katera mi nismo čisto vedeli odgovorov in nam je on tudi zelo dobro svetoval in zdaj verjamem, da se bomo s temi problemi veliko lažje soočili. Ja, meni je bilo pri Robertovem predavanju najbolj všeč to, ker je zelo znal definirati, kako mi neke pogovore s strankami oziroma potencialnimi partnerji zaključimo, ker sem sam v preteklosti imel s tem večkrat težave. On je rekel, da to pač tako naredimo, da stranki rečemo, če se vi strinjate s tem, kar sem jaz povedal, se zgodi X. Se pravi, podpišemo pogodbo, sodelujemo, postanemo partnerji in potem je tišina in pustimo, da partner se takrat sam odloči. Ker znal sem pristopati do ljudi pravilno, da smo prišli do te faze, da sem predstavil produkt, ampak vedno mi je bilo pa zoprn na koncu ta zaključek, oziroma boste vi zdaj kupili ali ne boste. In zdaj mi je Robert povedal en tak zelo dober način, ko mi čakam, da ga povem. Ja, moje osnovno vprašanje je bilo v bistvu, kako doseči naše uporabnike, oziroma specifično mi se ukvarjamo, kako pridobiti voznike. In osebno vprašanje prav za njega je bilo, se pravi, na kak način oziroma preko katerih kanalov mi lahko ugotovimo, ali so vozniki zadovoljni z našim produktom ali ne. Kakšen je bil odgovor? V bistvu je povedal, da se je potrebno osredotočiti prav na, se pravi, segmentirati naše ciljno skupino in v bistvu prek različnih tudi Facebook AdWordsov, se pravi, marketing razpeljati na tak način, da se v bistvu točno na določene targetiraš in pol v bistvu tiste nadaljno nagovarjaš z temi marketinškimi načrti. Odlično, v bistvu smo nekaj novega zvedli danes od Andraža, se pravi, še posebej to, da se lahko v posameznih skupinah na Facebooku, se pravi, točno targetira AdWordse, točno na tiste, ki so v skupini in ne na cel Facebook, se pravi, da imamo v bistvu bolj razdeljen marketing. Danes mi je največ se naučil od Roberta Roliha. Danes in spomni me ponovno na bistvo prodajnega procesa in to, da na koncu dejansko vprašaš za podpis, da dejansko da zaključiš. Always be closing, ABC je staro pravilo, ampak dostikrat v prodajnem procesu se koncentriramo na vse ostalo, se pravi, kako priti do človeka, kako se ukvarjati, kako odnos, zaupanje graditi, ampak na koncu bistvo je, da prodaš, in na koncu, mislim, do tega prideš, seveda ne boš prišel do tega, brez da vprašaš za podpis, se pravi, da skleneš z njim pogodbo.